V Celju potekal šaleški derbi med domačim Celjem in nogometaši Rudarja iz Velenja. To je bil derbi, ki je pomenil veliko za obe ekipi. Obe ekipi si želita nekoliko boljše forme, bolj konstantne igre v letošnjem prvenstvu. Oboji igrajo po sistemu toplo-hladno. Celjani, ki so vendarle v solidni formi v zadnjem času, so prišli do prve priložnosti na pravem mestu Radan po strelu Blaža Vrhovca. Potem lepa žoga Pajača pred vrata, ostra žoga na prvo vratnico, potem je streljal Firer, nato pa še Sorija, ampak žoga je šla mimo vrat, potem priložnost za nogometaše Rudarja, prosti strel za Eterovića, strel nekoliko previsoko čez gol. Še zadnja akcija prvega polčasa, žoga pred vrata, odbita žoga pa je prišla do Klemenčiča, ki je pospravil žogo mrežo 20-letni Tilen Klemenčič je popeljal Celje do minimalne prednosti 1:0. Lepa kombinacija nogometašev Celja in prednost v prvem polčasu. Drugi del, najprej izjemna priložnost za Črnčiča, Kotnik pa je bil tokrat na pravem mestu in rešil domača vrata. Še napad Celjanov, lepa priložnost za Đurkovića, tokrat je stresel le okvir gola Velenjčanov, ostala je pri minimalni prednosti. Prosti strel Marija Babiča, tokrat je meril nekaj centimetrov previsoko. Lep prodor in potem še asistenca Marka Pajača, ki je izjemno dobro razpoložen v letošnjem prvenstvu, nekoliko previsoko pa je meril Ali. V zaključku tekme še dve akciji, najprej za Milana Sprema, odlična obramba Radana, ki je žogo odbil v kot, in napad Velenjčanov za izenačenje. Streljal je Marijo Babič, ampak Kotnik se je ponovno izkazal in zaklenil svoja vrata na tem dvoboju. Tekma se je končala Celje 1, Rudar pa na koncu 0, nove 3 točke za grofe. Vedeli smo, da je Rudar zelo kvalitetna ekipa, predvsem so boljši v segmentu držanja žoge, se pravi posest. Vedeli smo, da moramo biti zelo agresivni in pa da moramo imeti taktično disciplino, predvsem v fazi branjenja. Mislim, da smo v teh dveh segmentih igre bili zelo uspešni in na koncu zasluženo zmagali. Ja, navadno se derbi odločajo tako, da kjer da prvi gol zmaga tekmo. Mi smo v bistvu prvi polčas, lahko rečem, da smo dobro krenili v tekmo, ampak smo v drugem delu prvega polčasa padli. In v tistih trenutkih smo dobili gol, drug polčas smo poskušali izenačiti, se vrniti v tekmo, imeli smo določene priložnosti, ki jih nismo izkoristili. Na koncu smo tvegali vse, tako da je imel v bistvu Celje veliko tudi priložnosti iz kontranapadov. Meni je žal, ampak konec koncev nam žoga ne gre v gol, ampak gremo naprej, nova tekma je Krka in se obračamo novi tekmi.